Rok, se vidimo, se slišimo. Ja. Se vidimo, se slišimo, Luka, en lep pozdrav tudi v Ljubljano. So tisti lepi dnevi, tisti malo manj lepi in so takšni, kot je danes, in danes je krasen dan za obisk občine Ivančna Gorica. Tukaj le ob meni gospod Dušan Strnad, župan občine Ivančna Gorica. Nahajamo pa se v Višnji gori. Danes ne bo tukaj le kozlovske sodbe, ampak bomo govorili nasploh o življenju v občini in pa, kot se je že omenil, o kranjski čebeli. Gospod Dušan Strnad, zelo lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Tako, občina Ivančna Gorica slovi po svoji lepi naravi, gričih in bogati kulturni dediščini. Kaj pa bi vi rekli, da so tiste lastnosti, ki življenje v občini naredijo še posebej kvalitetno? Ja, več je stvari. Eno so te naravne danosti, bližina Ljubljane, bližina Novega mesta, avtocesta skozi občino, ki seveda te kraje še bolj približa. In tudi zaradi tega si ljudje nekako izbirajo čedalje večji meri občino kot tisto, v kateri bodo živeli in delali. Ne samo domačini, čedalje več je pritiska tudi za novogradnje hiš in za priseljevanje. Tako da se nam število prebivalcev stalno povečuje. Iz prvotnih dobrih 10 tisoč smo zdaj že na preko 17 tisoč. In kmalu bo številka 20 tisoč. Temu mora seveda slediti tudi infrastruktura. Mi jo gradimo pospešeno, gradimo tudi druge stvari, ne samo tiste osnovne, kot je kanalizacija, vodovod in ceste, ampak tudi tiste, kot so šole in vrtci, seveda nujno, ampak recimo tudi tiste, ki omogočajo boljše preživljanje prostega časa, več možnosti za rekreacijo. Tukaj so prijetni, domači, prijazni ljudje in seveda to vse skupaj dela občino prijetno in domačo, tako kot je naš slogan. Jaz verjamem, da je pa v glavni meri, zakaj je temu tako, glavni razlog, zakaj je temu tako, pa je, da je tukaj pri nas še vedno zelo živo prostovoljstvo. Večina nas postavlja delo v skupno dobro še vedno na prvo mesto in ko je temu tako, potem so tudi kraji seveda bolj prijazni, bolj sprejemljivi in bolj prijetni za bivanje. Ja, marsikaj lahko že potrdim po čisto kratkem obisku tukaj v občini Ivančna Gorica. Res se veliko gradi in tudi ljudje, kot ste omenili, ni redkost, da te nekdo pozdravi, ko hodiš po ulici, tega v Ljubljani ne vidiš prav tako pogosto. Omenili ste torej znamko Prijetno domače, ki je tudi slogan vaše občine, ki tudi združuje 12 krajevnih skupnosti. Kaj ta slogan Prijetno domače sploh sporoča? Nekaj tega sva že povedala. Zakaj pa je sploh ta slogan nastal, pa je razlog temu, da je pri nas 12 različnih krajevnih skupnosti, ki so se tudi ljudje kar različni med sabo, po navadah 137 naselij in vsak od teh središč je pač iskal neko skupno identiteto. Občina, samo središče občine Ivančna Gorica pa je dokaj mlado mesto, nastalo po drugi vojni in tukaj pravzaprav neke identitete ni bilo moč najti. Tako da smo skupnimi močmi v sodelovanju vseh glavnih akterjev v občini že tam leta 2010-2011 našli to skupno vrednostno središče, rekli, da pri nas je življenje prijetno domače, vsak od nas ima kaj pomagati, pokazati. Za vsako od teh središč 12 smo našli tisto bistvo, tisto osnovo in tudi pripravili lepo celostno podobo. Rekli, mi jim rečemo 12 naših biserov, ker so res biseri vsak zase. Vse skupaj pa tvori zgodbo, celostno zgodbo Prijetno domače, ki najbolje ponazarja ljudi, ki živimo v teh krajih. Jaži Jurčič je rekel, da tukaj pa živijo dobri, prijetni domači ljudje, ne? In ravno
povezano z njim boste tudi kmalu na občini praznovali, in sicer 29. maj ste se izbrali za občinski praznik, ko je moljavski rojak in pisec prvega slovenskega romana Josip Jurčič leta 1871 postal urednik takratnega slovenskega časnika Slovenski narod. Kako boste ta dan letos obeležili? No, Jurčič je rekel, jaz sem doma, kjer so dobri ljudje, ki po našem jeziku govori. No, in če bi Josip Jurčič ravno včeraj minilo 140 let, kar je umrl, videl to, kar se v njegovi občini in njegovi domovini, državi dela danes, bi bil gotovo ponosen. Za vse to, kar imamo danes, pa so poleg njega seveda zaslužili tudi številni velikani v naši zgodovini, ki so omogočili, da danes govorimo slovensko, da smo se ohranili kot narod in da imamo svojo državo. No in ker vemo, mi njegovi Jurčičevi rojaki Mljava spada v našo občino, da je ta njegov prispevek k temu zelo velik. Smo o pomembnih obletnicah njegovem življenju in delu, že sami ste omenili urednikovanje slovenskega naroda, pa obletnico smrti, pa izid njegovega prvega dela Povest o beli kači, smo predlagali vladi Republike Slovenije, da leto 2021 razglasi za Jurčičevo leto. To se je na naše veliko veselje zgodilo in v letošnjem letu bo polno dogodkov, ki bodo spominjali na ta ali oni način na Jurčiča in na pomen njegovega dela, tako na kulturnem področju, kot tudi na tem domoljubnem, bil je tudi urednik, novinar, in na vse te stvari bomo v tem letu obudili spomin nanj in verjamem, da ga bo spoznalo ali ponovno spoznalo ali pa prvič spoznalo veliko število Slovencev. Splača se vrniti malo k koreninam. Ja, definitivno, in seveda prav je tako, da ga še bolje spoznamo, ne nazadnje velikan slovenske literature, mimo tega seveda ne moremo. No pa da še malce bolje spoznamo občino Ivančna Gorica. Ena stvar, ki me je vedno zanimala v občinskem grbu, pa je rimski milnik. Kakšna je njegova zgodba, zakaj je tako pomemben za občino Ivančna Gorica, da se je znašel v grbu? Ja, mi imamo zdaj pravzaprav dva grba. Eden je ta prijetno domače, drugi pa je ta osnovni, na katerega smo ponosni. Tudi ponosni, to je občinski grb z milnikom. Kot sem že prej rekel, je bilo kar takrat, ko smo iskali tisto pravo identiteto občine, zaradi raznolikosti občine, kar nekaj predlogov. Vsak del občine je pač predlagal svoje. Nekako smo se potem skupno odločili, da v grb uvrstimo ta rimski milnik, ki nekako ponazarja našo tisočletno zgodovino teh krajev. Ne samo Rimljani, tudi že pred njimi in po njih je bilo življenje na tem področju kar pestro. In ta milnik, ki je označeval razdalje do Rima, je ob rimskih poteh je pravzaprav bil najden v samem središču zdajšnje Ivančne Gorice in približno na prvotnem mestu. Kjer ga lahko tudi danes še vedno stoji. No, danes ga pač originala ne moramo videti, ker je v restauraciji. Vandali so imeli svoje popadke, jaz temu rečem, in so skoraj uničili tisto, kar 2000 let ni bilo možno uničiti, no, ampak mi smo se potrudili in ga obnovili. Po novem bo stal v novem kulturnem centru v Ivančni Gorici. Je pa na ogled replika v centru Ivančne Gorice, popolnoma enaka, kot je bil prvotni milnik, le da ni toliko izpostavljena tem nevarnostim. No, milnik je bil kasneje nadgrajen z znamenjem opata in to je nekako
V bližini deluje tudi stiški samostan, zelo smo ponosni tudi na njegovo tradicijo, tudi na njegovo vlogo pri ohranitvi slovenskega naroda. Tam so delovali številni pomembni ljudje in še zdaj so zelo aktivni tudi pri soustvarjanju življenja in dela v občini. No in ta melnik nekako je bil sprejet kot skupni znak občine Ivančna Gorica. Poleg tega pa Stična tudi še vedno lahko rečemo središče mladinskega duhovnega življenja, vsako leto največji mladinski krščanski festival Stična mladih. Dušan Strnad, najlepša hvala za vaš čas in seveda, da ste nas tako toplo sprejeli v občini Ivančna Gorica. Še naprej vam želimo dobro, uspešno delo, še veliko zadovoljnih ljudi. Hvala lepa. Tako, toliko za enkrat z Višnje Gore, prav kmalu se spet vrnemo s podžupanom gospodom Tomažem Smoletom, pa bomo govorili o hiši Kranjske čebele, tako da ne hodite prav daleč, prav kmalu se spet vrnemo. Lep pozdrav izpred hiše Kranjske čebele v Višnji Gori, muzej, nastavitveni prostori in spomenik živali, brez katere ni življenja. Slovenci pa smo lahko na Kranjsko čebelo res ponosni, dobila ime podeželje Kranjski, v katere je spadalo tudi to območje in seveda celotna Dolenjska. Že dr. Filip Ročic je dejal leta 1857, obstaja pa ena pridna in utrjena čebela, taka je Kranjska. To je bil prvi korak čebelarjev družine Ročic v slovensko čebelarstvo, ki so ga razvijali vse do leta 1909. In o čebelah in hiši Kranjske čebele bomo govorili tudi s Tomažem Smoletom, podžupanom občine Ivančna Gorica. Tomaž, prav lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam, dobrodošli v Višnji Gori. Najlepša hvala, moram priznati, da res smo si izbrali pravi dan, že sama pot do sem je bila, lahko rečemo, kar paša za oči. Mogoče v uvodu sem omenil tole družino Ročic, ki so tako vplivali na čebelarstvo v teh krajih. Kdo sploh so bili ta družina? Družina Rožič je pomembno vplivala na slovensko čebelarstvo. Ne samo oče Filip, ki je bil v bistvu gospodarstvenik, od tod je tudi njegov sin Emil, ki je pravzaprav začel na veliko trgovati s kranjsko sivko po celem svetu, podedoval tudi podjetniško žilico. Namreč ravno Emil se je leta 1856 naselil tu v Sloveniji in kasneje tudi s hvaležnostjo opisoval v raznih publikacijah svojo novo domovino Slovenijo. In glede na to, da je študiral kmetijstvo, mu je bilo čebelarjenje blizu. Tako je tudi na gradu Podsmreka kmalu začel trgovati s kranjsko čebelo po celem svetu. Na površini več 100 kvadratnih metrov je postavil več kot 1000 čebelnjakov, animiral lokalne pridelovalce, da so se začeli ukvarjati s čebelarjem. Izdeloval pa je tudi raznolike panje, ki jih je prodajal po celem svetu, in čebelarske potrebščine, tako da je zelo cvetela ta trgovina od leta 1875 do leta 1900, ko se je pojavila tudi konkurenca, ki ga je počasi začela izpodrivati. V zvezi s tem je treba povedati tudi, da je bil ravno Emil Rožič ustanovitelj in pobudnik prvega kranjskega čebelarskega društva na Slovenskem, mislim, da leta 1873, ko pa je izšel tudi prvi čebelarski časopis Slovenska čebela. Tako da je bil vsestransko agilen, inovativen in je veliko prispeval k razvoju čebelarstva na Slovenskem. V zvezi z družino Rožič pa je treba povedati še nekaj. Emil se je namreč zaljubil in se je poročil z Antonijo grofico Lichtenberg iz Prapreča pri Grosupljem. Ona pa se je usmerila v bolj praktičen vidik čebelarstva in med drugim je izdala knjigo Preizkušene jedi iz medu. Ne vem, če sem v redu to prevedel, mislim, da je naslov Die erproberte Honigkuchen, ampak
To je nek tak približen prevod in v zvezi s tem je nedavno tudi potekalo neko tekmovanje tule po Sloveniji, ker so različni znani in manj znani ljudje po njenem receptu izdelovali slaščice iz medu, med drugim sem jo probal tudi sam in je enkratna. Še vedno uporabni recepti, lahko rečemo. Hvala za to podrobno znanje in seveda te informacije o čebelarstvu v teh krajih. No, vi ste se odločili, da se nekako čebelarstvu poklonite ravno s to hišo Kranjske čebele, tudi tale kip v ozadju, lahko rečemo, da je naravnost čudovit, mogoče nekaj o njem, kdo ga je izdelal in kdaj ste ga postavili. Ta kip oziroma to obeležje je delo lokalnega avtorja Roberta Kuharja, ki mu je, moram reči, zelo uspel, saj so bili tudi ob odprtju zelo navdušeni. Tako lokalni prebivalci, ki so ga nekako sprejemali za svoje, kot številni tuje goste, med njimi tudi takratni predsednik Svetovne čebelarske zveze, ki je bil naravnost navdušen nad njim. Robert Kuhar je tudi sicer priznan oblikovalec, med drugim je avtor obeležja ob prvemu predsedovanju Slovenije Evropski uniji, tako da smo na tak način čebelo umestili v njeno matično okolje, se pravi tam, kjer je njen dom. Prvotno je bilo sicer zamišljeno, da bi tale hiša nastala na gradu Podsmreki, kjer pa žal zaradi dolgotrajnih postopkov nacionalizacije in pa tudi določenih zapletov z tem funkcionalnim zemljiščem to ni bilo moč izvesti. Smo pa zato našli čudovito staro šolo tu v sredi Višnje gore, ki smo jo spremenili v hišo Kranjske čebele in ne smemo pozabiti tudi v Apilab, središče inovativnih tehnologij. Gre za dva projekta, dve zgodbi, ki se na enkraten način prepletata med seboj, saj sta bila tako Filip kot Emil Rožič tudi gospodarstvenika in tudi v tem centru želimo pripomoči k dvigu kompetenc malih in srednjih podjetij v lokalni skupnosti, v regiji in tudi širše. Še poseben poudarek pa bomo dali pomoči čebelarjem in vsem tistim, ki se ukvarjajo z izdelkom iz medu, da svojo dejavnost dvignejo na neke nove temelje, ki bojo omogočali boljše življenje njim, tudi nam in pa seveda čebelam. Ja, res hvale vredna gesta, da mogoče še povemo, omenili ste, bila je šola, danes hiša Kranjske čebele, kaj pa je, se pravi, namen, poslanstvo omenjene hiše? Poslanstvo omenjene hiše je ozaveščanje in osveščanje o pomenu čebele in tudi drugih opraševalcev za življenje na planetu Zemlja, se pravi tudi za naš obstoj, ker seveda tako kot se mačehovsko znamo obnašati do vseh drugih živih bitij in rastlin na tem planetu, to počnemo tudi do čebel, za katere pa že Einstein ugotovil, da brez čebel oziroma drugih opraševalcev življenja ni. Velika zahvala gre tudi Boštjanu Noču, predsedniku Čebelarske zveze Slovenije, ki je bil pobudnik za prvi svetovni dan čebele, ki se je začel ravno tu, v Višnji gori in potem nadaljeval v Žirovnici in na Brdu. On tudi ves čas so svojo silno energijo, entuziazmom z nami sodeluje, daje koristne predloge, pomaga, je človek z neverjetno energijo, ki vidi cilj, ne ovir in je pomembno pripomogel tudi k temu, da bo danes ta objekt tu, mislim, danes še ne, septembra je predvidena otvoritev, zaživel. Znotraj je predviden, se pravi, nek takšen interaktivno doživetje, kjer bojo obiskovalci s pomočjo virtualne družine Rožič spoznavali kranjsko sivko samo, njen pomen, okolje, v katerem živi in pogoji, ki so pomembni za njen obstoj in pa seveda tudi spoznavali
čemu je med oziroma drugi izdelki iz čebelarstva pomembno za zdravje, za dobro počutje in tako naprej. Se pravi, da se bomo znova srečali spet z Antonijo in bo nekaj posebnega, nekaj inovativnega, vseh skrivnosti ne bom izdal, ker bo treba priti, bo pa zagotovo nekaj, kar še niste videli nikjer, ne v Sloveniji, ne na svetu. Torej, od septembra dalje si je res vredno tole hišo Kranjske čebele ogledati. Poleg tega pa, če imam pravilne informacije, bodo notri tudi možne nastanitve, kaj ne? Tako je, zaradi tega, ker bodo tu potekali tudi številni seminarji, usposabljanja, izobraževanja, dogodki, srečanja, tudi večdnevni, in ker je znotraj tega objekta predviden tudi določen program Čebelarske akademije, smo predvideli povsem gor na vrhu tudi nastanitvene zmogljivosti, ki pa so tudi nekaj posebnega, saj so narejene v obliki satovja in bo to prav posebno doživetje za tisti, ki bojo to prenočili, v smislu be like bee, počutili se bojo kot čebelce, upam samo, da ne bo kdo poletel. In si je to tudi vredno ogledati v kombinaciji s tole panoramsko streho zgoraj na vrhu, ki omogoča pogled na vse 4 strani neba, na starodavni trg starega mestnega jedra v Višnji Gori, ki je, če morda ne veste, eno najmanjših mest v Sloveniji. Bo to prav posebno doživetje. Od spodaj, tule v pritličju, kjer je predvidena tudi ta terasa, pa bo kavarna, medarna, kjer se bojo lahko obiskovalci osvežili, poizkusili prej omenjene čudovite slaščice in tudi kakšen prav poseben napitek, ki jim bo zbistril poživil žile in srce in vnesel veselje v njihove duše, ko bojo prišli na obisk. Ja, se izredno veselimo septembra, da se tole končno odpre in seveda se oglasimo tudi takrat, da posnamemo to čudovito zgradbo, institucijo, ki ste jo skupaj z občino Ivančna Gorica tudi ustvarili. Tomaž Smole, najlepša hvala za vsa ta pojasnila, za zanimive medene zgodbe, lahko rečemo, in seveda vse uspešno pri zaključnih delih v hiši Kranjske čebele. Prosim in hvala. Se vidimo v septembru. Tako, se vidimo, zagotovo pridemo pogledat, posnet tole, kot sem že omenil, čudovito institucijo. Zaenkrat se iz sončne Višnje Gore poslavljam, prav kmalu pa se vrnemo z muljave rojstne hiše Josipa Jurčiča. Tako da glejte nas in prav kmalu se spet javimo. Kakšno naredko ne mižim.